Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Primoža Škoberneta poznam že dolgo, mislim, lahko bi rekla kar 20 let. Nekako vedno znova prideva skupaj, pa potem spet ne. Namreč hodila sem na duhovno univerzo, on je včasih tam poučeval. Pred mnogimi leti sva se srečala, ko je poučeval meditacijo in me je tudi to zanimalo. In tako danes pa sem ga seveda povabila načrtno. Načrtno zakaj? Zato, ker sem morda skupaj ob njem tudi jaz dozorevala in ker se mi zdi, da je pravzaprav tistih prvih srečanj do danes, da se je zelo spremenil. In mene zanima ravno to, kako se človek lahko spreminja na bolje. Primož, pozdravljen. Dober dan. Lahko bi rekla, da te pravzaprav dokaj dobro poznam, po drugi strani pa pravzaprav nič. Zakaj? Zato, ker sva se srečevala takole, občasno. Ampak človekova pot je pravzaprav večen razvoj. Kako vi to doživljate, da dejansko se razvijamo navzgor? Namreč človek se lahko razvija tudi navzdol. Ampak mene zanima, kakšna je pravzaprav tista pot, morda tisti vzorec, ko pridemo na neko razpotje, ko se je treba odločiti, kaj pomeni, da začnemo padati, ali pa kaj pomeni, da vendarle stremimo za neko višjo kakovostjo življenja. Kaj je kakovost življenja, o tem pa kasneje. Moj občutek je tako, da tudi če padamo, da je to začasno, da je to pač taka konfiguracija terena, gremo včasih dol, da dobimo zalet, da gremo potem gor. In sicer glede sebe pa tudi sam ugotavljam, da verjetno tudi jaz sam sebe ne poznam in ugotavljam, da sem se skozi zadnja leta spoznaval v drugačni luči, kot sem se prej poznal, da sem odkrival v sebi stvari, ki jih sploh še nisem vedel. In to je iz preprostega razloga, ker sem živel nek svoj način življenja, pač neko svoje poslanstvo in ob tem nisem sploh bil v stiku z drugimi stvarmi ali pa z drugimi izkušnjami, ki so me še čakale nekje v zasedi, v sebi. Tako da sem šel dejansko skozi zadnja leta, skozi velike spremembe. Sicer pa, če gledam tako, se mi zdi, jaz upam vsaj, da načelno na dolgi rok vsi zorimo navzgor, da nihče ne zori navzdol, da pa so lahko določena obdobja, ko nekdo preprosto more toniti dol, tako kot narkoman, ko pravijo, dokler ne pride do tal, nima trdnih tal pod seboj, da bi se odrinil, da gre gor naprej. Tako da z ene omejene perspektive zgleda, kot da tone, v resnici pa more priti do neke osnove v sebi, da se lahko potem dvigne. Ampak Primož, vendarle me zanima, kakšna so pravzaprav neka merila? Človek mora imeti neka merila, neke cilje. Pravzaprav moraš vedeti, v katero smer greš. Ali to že veste, lahko rečem morda od mladostniških let, ali pa se vam je to začelo razkrivati kasneje, pravzaprav z neko zrelostjo življenjsko? Nimam pojma. Jaz mislim, da ni nekih zunanjih meril, da ta merila, ki so od zunaj pridejo, da nas lahko nekaj časa usmerjajo, pol se pa čez čas vprašamo, a so bila to prava merila, ali pa v določeni situaciji pa za določene razmere so bila, pol pa lahko ne več. Po moje tisto zdaj, to je spet zorenje, skozi katere sem prišel, je edino merilo, a je človek v skladu sam s seboj, a je to njegovo avtentično. In potem ni važno, kaj dela. Če je to res nekaj, kar prihaja iz njega in za kar tudi potem prevzema vso polno odgovornost. Pa naj dela, kar hoče, ampak da je to njegovo. Da ne živi zgodbe drugega. Moj vtis je, da sem pogosto živel zgodbe drugih ljudi, ali pa drugih svoje, mislil sem, da je moja in verjetno je bila moja, mislim, da je bila, da sem skozi to živel en del sebe, nisem se pa nič vprašal, a je to še vedno moja ali pa ni. In pol sem enkrat moral reči, zadnje čase se dosti govori zunaj škatle, out of the box. In pol se reče, napravimo konferenco zunaj škatle, pa pridejo ljudje in reče, ampak a je to res zunaj škatle, če hočeš iti zunaj škatle, pejt ven iz škatle. In pol sem v enem fazi svojega življenja rekel, jaz grem ven iz svoje škatle, ki sem jo sam zgradil. In to pomeni, da sem spremenil svoje življenje tako, da sem se obrnil na glavo. In potem zdaj lahko gledam drugače. Ampak samo zato, da sem stopil iz škatle, ki je bila moja lastna škatla, to je bila tukaj, nikjer drugje. Poglejte, Primož, zato vam bom zdajle zastavila prvo od tistih 3 obveznih vprašanj. Namreč zdi se mi, da ves čas nekako plavava, jaz bi pa rada kar naravnost. Kar.
Ali lahko govoriva o kakšni taki izkušnji, ki bi jo želeli povedati tudi nam, da ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo na drugo stran? Ja, to je lahko preprosto to moje zadnje življenje 2 let. Mi s kolegi se pred novim letom dobivamo, imamo eno skupno tako pa širše praznovanje in tam tako za eno popestritev, pa večjo družabnost, pa tudi za nek navdih. Vsakdo potegne lahko tudi eno karto, ki ima nek simbol. In jaz sem potegnil karto norčka. To je pač en mladenič, ki je malo raztrganih hlač, hodi svojo culico na rami, mimo prepada, ne vedoč, da je tik prepad ob njem. In njega se pa zaganja en pes. Ne. In meni je bilo to zanimivo, ta karta. In dejansko je pokazala to, kar se mi je pol zgodilo. Ne. V nadaljnjem času sem šel skozi velike spremembe kot norček. Ker dosti dobro se identificiral s tem norčkom, ker mislim, da je eno plat moje osebnosti potegnilo ven. In sicer najprej sem se ločil. Ne. To je po 33 letih zakona, ko se človek vpraša, zakaj ne. Jaz bi rekel preprosto, zato ene stvari se izpojajo. Ena zveza, ki ima neko svojo vsebino, pa lepoto, pa tudi nek smisel, se lahko čez čas izpojajo. Ne. In sem potegnil to potezo. Vse ostale stvari so pa sledile. Jasno, ko se človek loči, zdaj ne morete dva živeti skupaj, če ste se ločili. Pa sem rekel, v redu, pa sem se preselil na morje. Ne. Tam imamo eno družinsko hišo in jaz sem imel tam eno bolj poletno sobo, pa kopalnico. Po nekem čudnem spletu naključju, mene to nikoli ni zanimalo. Jaz sem bil vedno v neki distanci do tega, no, nisem hotel imeti lastnine česar. Ne. Ampak tam sem vedel, da imam en prostor. Pol sem pa pred parimi leti si zgradil še kopalnico pa kuhinjo. Zelo malo, vse tok, ne vem zakaj. Ne. In zdaj mi je vse to prav prišlo. Je za poletje tako, da sem gagal čez zimo, ker mi je enkrat zamrzlo, vse je bilo kar naporno. No in pol je pa prišlo tako, stvari so tekle kar pol same od sebe naprej. Ker smo naša druščina, ki smo duhovno univerzo, pa vse to ustanovili, stvari se spreminjajo, recesija teče. Ne? Jaz sem bil ravno v tem času direktor, sem rekel, tako mi ne moramo več naprej. Ne? Treba ene stvari spremeniti, ne? Malo preveč nas je. Ne? In pol sem rekel, in sem sebe odpisal. Ne? Rekel sem, kdorkoli, če se kdo drug ne bo javil, bom se jaz. Ne? Tako da sem na nek način odšel iz službe, pa zgubil službo. In sem ostal na cesti. Ne? Tako, se pravi, dobesedno norček s culico. Norček s culico, res. Po enem letu tam na morju sem se pol preselil k svoji novi zvezi. Ne. Jaz si rečem kar žena, čeprav nismo poročena, ampak je moja žena. Ne. In to je moj edini plus tukaj. In ko sem se preselil, sem vse spakiral, sem vrgel v avto, sem imel za 2 furije, da sem prišel. Eno sem imel obleke, pa to ni dosti, drugo pa papirje. Toliko samo, koliko sem imel tega. Večinoma sem pol sežgal, sem rekel, nočem znanja, ki je v papirju, ali je tukaj, me pa ne zanima. Ne. Naj bo moje. Ne. Tako sem res šel iz škatle ven. Ne. Ostal sem brez socialnih mrež na zavodu. Postal sem nevidni človek. Ne. To ve samo tisk brezposeln, to so nevidni ljudje, ki nima toliko financ, ne hodi nikamor več vmes, to zgine. Pol se mi je zdravje rušilo in to fenomenalno. V enem letu sem dal toliko skozi, kar že dolgo ne. Nenadoma sem ugotovil, da sem star 55 let, pa še malo čez. Ne. Ups, prostata, hemoroidi, je treba nekaj narediti. Kakšna pljučnica, anevrizma, ups, tako. Stvar je postala zanimiva. Ne. Depresiven sem. Ja, nisem vedel, depresiven sem, anksiozen, kaj je to? Zgleda, da sem malo traumatiziran, nisem imel pojma, da sem traumatiziran. Sem kasneje ugotovil, ne. Jaz sem preprosto živel svoje življenje, mislim, da sem dosti napravil tudi v tem času. Izgorel sem, 10 let sem res dosti delal. Saj sem vedel, da tako ne bo šlo, ne, ker sem preveč stvari delal. In pol enkrat sem ugotovil, sem čist parter. Pa se sprašujem, kaj je tako, ne. In pol čas teče, ne, sem tam, kome grem malo ven iz hiše, takoj prehlajen. Sploh nisem mogel ven hoditi. Hina. Tako da ampak v tem času to je bil zame fenomenalen čas. Tu je pa šlo verjetno za zorenje, ne? Ja, sesuto eno leto, zdravstveno, finančno, socialno, se pravi parter, ne,
Ampak hkrati sem šel skozi take spremembe, doživljal uvide, prepoznanja, pride nekaj, ne? Ena knjiga mi pride, pa jaz ti zberem, pa rečem, to je bila knjiga o travmah. Berem to, pa jaz imam vse te simptome, pa nisem hipohonder, upam, da ne. Pa jaz imam travmo, pa kaj je to, odkje, iz otroštva, kaj je to? Jaz sem ugotovil moj foter, oče, zakaj, ne? Bom lahko pol povedal, ne? Ja. In to se je tako hitro dogajalo. V enem tednu sem stvari sprocesiral, pol je še en mesec odmevalo. Pa pride naslednja stvar in isto, tako v enem mesecu. In jaz sem ugotovil, postajam živ. Jaz sem bil bolj živ kot kadarkoli prej. Zanimivo, ne, kako lahko kriza človeka prečisti. Ja. Začel sem tako, že takrat, ko sem bil sam, sem rekel, zdaj pa ne morem nekogar več s prstom kazati, ti si kriv, družba je kriva, razmere, ne. Kamorkoli tam sem bil sam, v glavnem sem bil samoti, ne. Pač služba, pa ko ste bilo na hribu, daleč, bližnji, ni praktično soseda, ne. Zato sem bil res, kamorkoli sem se obrnil, sem se spotaknil ob sebe. In nenadoma sem ugotovil, fant, svojo lastno red si moraš obrisati, ne. Pogledati, kje so tvoji problemi. Ampak tam, ko sem bil sam, tega še nisem zmogel. Preprosto sem začenjal šele doživljati, da stopam v eno spremembo. Zdaj tukaj, ko sem pa v novi zvezi, pa mi je tako kot neke vrste asistentka, ne, sem pa nenadoma pospešeno šel. Tako bi rekel, da sem zelo, ne bi šel še enkrat skozi to, ne, ampak ne bi pa tega izpustil. Tako da moram reči, živ sem postal. Stopil sem ven iz sistema, bi rekel, da sem na obrobju te družbe in nenadoma sem lahko začel opazovati. Sebe sem opazoval, družbo, kako to funkcionira in tako sem rekel, a to je tako, ne. Tako da imam recimo tudi do politike drugačen odnos. Gledam ljudi, kot ljudi jih opazujem, je čisto eno, je kdo levi, desni, kakšna ideologija. Gledam njihove energije, psihološke mehanizme, kako to funkcionira in stvari so včasih smešne, včasih pa tragične, ne. Tako da, tako se mi je spremenilo, nisem imel tudi nobene vizije, ne. In šele po enem letu se počasi postavljam na noge. Primož, nekaj zelo zanimivo, namreč vi ste po poklicu univerzitetni diplomirani matematik, rekli ste mi tudi, da ste eno leto študirali filozofijo, psihologijo in potem presedlali na matematiko. Kolikor vas jaz poznam, vas je neverjetno privlačila ezoterika, tu imate neko neverjetno znanje. Pravzaprav, ali lahko rečeva, da svet matematike, če vzameva to kot vaše, recimo tisto osnovno merilo, ali svet matematike z duhovnim svetom pravzaprav lahko rezonira? So zakoni v svetu matematike natanko tako egzaktni kot v duhovnem svetu? Pravzaprav, kaj vas je navedlo do tega, da ste zapustili svet matematike in se lotili pravzaprav duhovnega sveta? Po drugi strani pa to, kar ste mi zdaj povedali, pravzaprav vas je pa to spet pripeljalo nazaj v ta fizični svet in tako kot pravite, pravzaprav zanimivo, Primož, tudi jaz vas zdaj eno leto, približno vas nisem sploh videla, niti nisva bila v nekih stikih, ampak občutek imam, da ste mnogo bolj živi, kot ste bili včasih. Tudi jaz imam ta občutek. Ja, pravzaprav to je zelo zanimivo, recimo ta vaš smeh bolj sproščen, mogoče tudi barva glasu je drugačna, mimika, vse skupaj. Pravzaprav, kako bi lahko to nekako, povezali v eno celoto? To je zgodba, ki se začenja v mladosti, pa po moje še prej, recimo, nekoč prej. Nekoč prej, rečeva v preteklih življenjih? V preteklih življenjih, ja. Midva pač oba verjameva v reinkarnacijo. In sem dobil tudi eno spoznanja, zakaj sem bil v enih zvezah, kaj. In dejansko, ko sem dobil, nekdo mi je nekaj namignil pa povedal, ne, in ko sem to dal skupaj, se je vse ujemalo. In to mi je bilo tudi fenomenalno. Ampak ta moja duhovnost se je začela v mladosti. Jaz sem v bistvu imel eno mistično nagnjenje v sebi, ne. In to je, recimo opažal sem tako, da sem konec osnovne šole pa srednjo šolo, tu pa tam, če sem imel možnost, sem rad šel v cerkev. Nisem veren, starši so ateisti, nisem hodil k mašam, Bog ne daj, ne. Ampak cerkev, ko je tam mir, pa ko ni nikogar, mi je pa prijela ta atmosfera tišine, mir. In sem bil lahko malo sam s sabo. Samo na ta način, ne. Se pravi, sem iskal neko tišino ali globino ali nekaj takega, ne. In potem je prišla v moje življenje meditacija, ne. To je v srednji šoli, sem enkrat en oglas našel v enem astronomskem časopisu in sem takoj rekel, to iščem, ne.
In sem takoj klical, to je bilo v Zagreb, kdaj bi se lahko naučil, in sem se pol čez mesec ali dva, skoraj da na moj rojstni dan, dejansko naučil meditacijo in bil sem navdušen. Prvič po dolgem času sem se smejal. Po koncu meditacije sem doma meditiral, na koncu odprem oči, na drugi strani je bila, to je v Ljubljani, ta veleblagovnica Astrad, siva hiša, in meni se je zdelo tako zanimivo, prijetno, sem ugotovil, kako je lahko navadno življenje v redu, nobenega velikega pompa, v redu, in si lahko srečen v čisto navadnem življenju, tako kakršno je. In pol se je ta moja zgodba z meditacijo nadaljevala in takrat me je zelo potegnila indijska filozofija, mitologija, jogijska modrost in vse to, in sem se zelo v to poglabljal. Pa sem srečal ene ljudi, ki so pa mi rekli, ti kaj poznaš to ezoteriko? Jaz nisem imel pojma, kaj je to ezoterika. Pa mi je dal ene knjige, plave knjige. Zdaj so v slovenščini prvi prevodi teh knjig. In mene je to izjemno potegnilo. To je taka skladovnica knjig. Ne? Kdo je že slovenskih pisateljev govori enem, kaj je tehtal knjige, jaz sem ti rekel, to je nam pol metra knjig. Ne? In mislim, da si jih večinoma prebral. In to v enem poletju, ko sem bil na dopustu, nekje tudi tako utrujen, zgaran, ker sem imel toliko tečajev, in sem 2 tedna samo bral. In me je to izjemno potegnilo. Zato, ker me je potegnilo to znanje, ki ga je v teh knjigah, to je en avtor, ki naj bi izviral iz Tibeta in jih je napisala po nareku neka Angležanja Alice Bailey. In to je tako, mene pri tej ezoteriki, konkretno pri tem, fasciniralo to, kako je to eno bogato znanje, da to se vidi, da ta človek, ki je to pisal, mora biti erudit, ogromno znati, ker je pisal o psihologiji ene stvari, razne tipe psiholoških tipov, ki jih nekje ne najdeš, ampak ki imajo rep in glavo, ne, in ki po njih se da prepoznavati. Pol je imel obsežno znanje iz astrologije in se videl, da ima vse znanje iz astrologije plus še, ne, pol iz politične zgodovine in kako je to znal. Se pravi, to ni pisal nekdo, ki bi bil lolek, ne, ampak nekdo, ki je moral imeti ogromno nekega znanja, uvide in dodajo še stvari, ki pa moram reči, da so me presegale, ne, neke te nivoje ali pa obstoja, ne, in jaz sem se v to zelo poglabljal in to je bila ena taka zelo dobra konstrukcija, mislim, zelo dobra. Ne. Zato je to povezano z matematiko, ker matematika je tudi neka zgradba, ne, ker če to je znanost in znanost, matematika temelji na postavi neke aksiome, se pravi neka dejstva, ne vemo, pač to je, ne, tega se ne da dokazati, to je, ampak na tej osnovi pa mi lahko zgradimo en velik sistem. Ki dejansko deluje, namreč matematika deluje. Če lahko izračunamo, kako priti na Luno in nazaj, pomeni, da so dejansko ti aksiomi pravilni. Deluje. In nekaj podobnega tukaj. Tudi je temeljilo na nekih aksiomih in na osnovi tega je fenomenalno. Zato pravi, jaz sem bil navdušen in še vedno mi je to, tako rečem, nekaj bogatega. Vendar v mojem osebnem razvoju videl sem, da se ta sistem, vse to znanje do neke mere poklaplja z realnostjo, potem pa ne več. Jaz sem ugotavljal, manjka mi nekih pristopov, kako bi to spoznal. Ne. In potem, jaz sem 25 let to bil in mislim, da sem imel da sem se kar poglobil in temeljito razumevanje, da sem znal v tej luči si razlagati stvari, ljudi, dogajanja in tako. Vendar sam intimno sem pa vedno hrepel, da bi imel neposreden uvid v to, o čemer govori ezoterika. Tu pa nisem naredil koraka naprej. Ne. In pol sem si moral reči enkrat razlogi za to. En razlog je, da mi ni namenjeno, pač nimam določenih kapacitet. Ne? Tako kot nekdo boljše razume matematiko, nekdo pa boljše razume jezike. Ne? Mi ni, ne? Pač ne bom. Drugo je, morda čas ni zrel. To pomeni, ne? Kdaj je prišlo do nekih znanstvenih odkritij. Prej moralo priti odkritje tega, pol pa se je odkrilo tudi recimo atomsko fiziko. Ne? Ampak nič prej, ne? Se pravi, mora biti čas zrel, da pride. Tretje pa možno, da tudi to ni res. Nimam pojma, ne? Ne vem. Kakorkoli, po 25 letih globokega razumevanja, vendar mojega osebnega, tistega mi je pa manjkalo, pa sem rekel, dost imam. Ne?
vsaka zgodba se nekje izpoje. Ne? Rad bi še kaj drugače, drugega. To ne pomeni, da to ni res. To še vedno se mi zdi izjemen sistem, vendar tak nazoren, bogat, interpretativno. Jaz sem vedno rekel, to mi je najboljši sistem interpretacije. Ne? Če bi našel boljšega, bi šel kakšnega drugega. Tako mi je bil najboljši. Samo za moje osebno življenje, jaz bi pa rad zdaj živel banalno, preprosto, ampak bi bil v tistem suveren. Mene zanima drugo. Jaz nočem biti atomski fizik, ki zna vse v fiziki, če me pa v življenju, veš, da to pa rabiš nek pospeševalnik, ki je tam v Švici, v Cernu, ki je tako velik, pa stane take milijarde. To ti jaz ne znam, moraš iti tja. Ne? Jaz bi rad v tem življenju, vsakodnevnem življenju bil suveren v nekih običajnih interakcijah in v teh bi rad videl resnico. Resnica pa mi ne pomeni zdaj neka velika resnica, ideologija, karkoli, ne, v Bogu, ampak moja resnica, tvoja resnica, njegova, da grem lahko za maske, za kulise, za to, kar si ljudje zgradimo in vidim to, kar se res v njih dogaja. Kakšne so njihove čustveni mehanizmi, kakšne so njihove energije, se pravi, kaj izžarevajo sebe, koliko so v kontaktu ali niso v kontaktu s seboj, koliko so dosledni, a na enem nivoju govorijo ene, na drugem čutijo drugo, delajo tretje. Ne. In to je ta. Obstaja velika resnica, to je znanost. In to se gre v znanosti. Ampak v znanosti si lahko v službi. V življenju doma. V življenju pa moraš živeti življenje. Ne? Ja. Kdo ste Primož Škobrne? Zadnje čase sem spremljal eno osebo pri umiranju. Ko je šla na drugo stran in umrla. Na njeno željo, na željo te osebe je bila pol upeljena pa raztrosena. In to je bil moj prvi tak pogreb, oziroma to ni pogreb, ne, to je slovo z raztrosom. In moram reči, da je bilo fenomenalno. To je dosti boljše kot pa pokop. Ko je gospod, ki to ceremonial vodo in je iz žare pepel stresa in puščal tam tako sled. Gledaš tisto in jaz nisem vedel, kaj naj ob tem občutim. Bilo je po eni strani tako osvobajajoče. To je to. Aha, to je to. Z naslednjim dežjem, vetrom še tega ne bo. Ne? Pomeni, to sem jaz. To sem jaz, ja. Me ne bo. Ne? Ampak tem je bilo bistveno bolj sproščujoče in osvobajajoče za vse, ki so bili zraven, kot pa ko meni pol mama rekla, to je pa boljše kot ko se ljudje med grobovi stiskajo, pa je že zelo v letih. Ne? Tako da mislim, da bo tudi ona se počasi nad tem navdušila. Ja. Kaj sem torej jaz? Ne? Nič posebnega. Ne? In s tem sem zadovoljen, ne? Da nisem nič posebnega. Nisem mi treba uveljavljati, nisem mi treba grebsti, ni mi treba tekmovati, ni mi treba se samo potrjevati, da sem nekaj. Nič posebnega. Imam svojo zgodovino, ampak ta zgodovina bo šla, ne? Ko kapljica vode, koliko milijon drugih kapljic, kdorkoli drug. Čez čas bom šel v ocean, tako kot vsi drugi bom v vodi. In enkrat sem gledal na pokopališču nagrobnika, koliko stari so najstarejši nagrobniki. Ni čez 100 let. Najstarejši. To pomeni... Potem se spet zamenja in spomin se porazgubi. Ja, pa to se prekoplje, pa spomin se... To pomeni 2-3 generacije še obdržijo. Pa zgine. Morda kdo, ki zelo štrli ven, kakšen zgine, ampak ustane, ne? Ampak po 2000 letih še te zginejo. Dobro zgine. In to je to. To sem jaz. Glejte, Primož, zanima me vaše otroštvo. Pravzaprav, kako ste živeli v svoji družini, 3 otroci ste bili, oče je že kar dolgo pokojen, mati še živa. Kaj bi lahko rekli pravzaprav o svojem otroštvu ali pa v spominu mogoče na očeta? Ja. Sem rojen v Ljubljani, ampak smo zelo zgodaj šli v Prekmurje, v Mursko Soboto, tako da se Ljubljane ne spomnim. Spomnim se življenja v Murski, v Prekmurju. Tam sem živel od 2. do 7. 8. leta, 1. razred sem še tam hodil. In to mi je tako kot nek idiličen svet, tako kot otroštvo, ki se ga v bistvu relativno malo spomnim, kakšnih takih prijetnih utrinkov,
ko smo se kot otroci igrali v parku ali pa ko sva z bratom imeli ene smučke, pa sva hodila v Murski Soboti tam v jamo, nogometno jamo, ko je po zimi bil malo sneg, pa so se tam kot po morju ali pa s sankami. Tak je, nič posebnega, prvi dan šole in tako. Potem smo se pa v Ljubljano preselili. No. In tisto mi je pa že počasi to odraščanje, ko sem začel nek svoj svet, se pravi to, kar nisem se več čutil tako povezan z družino. Jasno, da sem bil povezan, ampak nenadoma sem se začel smerjati v svoje interese. To je tako kot normalno dozorevanje. In tako sem počasi odrastel, posebej v to duhovnost sem se zelo usmeril in se v bistvu ločil od svoje družine. In kar mi je zanimivo, jaz sploh nisem vedel, da sem ohranil do očeta nek odnos, ki je izviral iz otroštva, iz zgodnega. Ves čas? Ves čas, ampak zato, ker sem šel stran in v bistvu nisem več ohranjal odnosa. Aha, to se pravi, ta odnos se ni mogel več razvijati. Ne, nisem šel skozi ene faze upora, konflikta, osamosvojitve. Jaz sem preprosto izstopil ven. In najprej v mislih, se pravi v zavesti, ker sem začel meditirati in sem bil drugačen v družini. Črna ali bela ovca? Drugačna. Siva, ne vem, nekaj. Starši so to sprejeli, da sem to, čeprav sem jim kar mislim, da malo zakompliciral življenje. Ne. In potem sem začel živeti svoje življenje. In potem enkrat in to zdaj tudi ne daleč nazaj, pa se za svojo ženo nekaj pogovarjava in ji govorim iz svoje mladosti in rečem očka. Ona pa, prosim. Jaz pa tudi. Kako pa mu ti rečeš? Mu rečem foter. Na Štajerskem tako rečem foter. Ne? Pa jaz pomislim, pa rečem tudi jaz. Aha, foter, pa se začne malo s to besedo igrati. Pa začutim točno, moji spomini na njega so iz otroštva. Jaz sem praktično polih več nimam, ker sem začel živeti svoje življenje in potem šel. In sem ga še vedno gledal tako. In kaj je bil moj zavesti? Še vedno ta. Kot človek, ki je bil dosti odsoten, ki je bil službeno odsoten, ko pa je prišel, se pa igral z otroci. Trije smo bili veseli, da je prišel, se z nami ukvarjal. Ne. Mama je imela manj časa, da se z nami ukvarjala, ker je morala celo družino službo hoditi, pa še za vse skrbeti, jasno, da je normal. On pa je prišel domov, pa je zdaj pa tu, pa se igramo in tako. Je bil v naših očeh, je bil res tisti super, ja, ne, zato ta očka. Ne, ampak v čem je bil hec? Ne? On je bil vojni invalid. On o vojni praktično ni govoril. Je kaj, ko se je tako z otroci malo pa kakšno zgodbico, tako, da smo mi gledali, ne, pa se malo frajerja delal. Ne. Nič takega. Ne. To je bile take zgodbice za otroke, ki on je spadal v. Ja. Veliki junak, ne? Ja, pa ni nobenega, nič takega, ne, samo tako. In v mojih očeh je bil točno to. Veliki junak. Ne. Ampak to je to. In napol sem pa pozabil, jaz sem šel v svoje življenje, to je pa v enem delu mene ostalo. Ne. In jaz sploh nisem vedel, da je on traumatiziran. Ker tega ni govoril. Ne. Tudi ko sem mamo kdaj spraševal, ni. Ne. Pol me je pa vseeno zanimalo, pa kako je on živel. Ne. Pa sem jo vprašal, pa to je že po njegovi smrti, pa ti kaj veš več o tem? Pa je rekla, veš kaj, ni dosti govoril, ampak v tej knjigi je napisano in mi je dala eno knjigo, ki je bila opis te brigade, v kateri je bil. Tam je pa rekel, črno na belem, tako nič poveličevano, vse tako, kot je bilo. Rekel, ko sem tisto knjigo prebral, 2-3 dneh sem jo prebral tako na dušek, sem bil zamorjen. Ta banalnost, umazanost vojne. Ne? In pol, kar mi je odprlo oči, 2 stvari sta bili. Enkrat proti koncu življenja, on se je tudi preselil sem takrat na morje, tu je živel, imel en vinograd, pa tako je malo vinček del. In enkrat ga je imel morda kozarček ali 2 preveč. In takrat, ne vem, kako sem se znašel tam, je povedal eno epizodo, ki tudi mama ni poznala, ko sem malo vprašal, pa rekla, ne vem. Ne. In tisto, kar mi je povedal, je bilo nekaj grozljivega. Ne. In to je pol mene. Na meni je to držalo še po njegovi smrti 10 let.
In šele zdaj pred kratkim sem se tega znebil, ko sem neko distanco, prav eno tako bi rekel. Zgodilo se pa tako, da mi je nekdo rekel, tako je rekel, ko sem nekaj komentiral v zvezi s tem, je rekel, pa kaj je to vojna? Vojna je samo to, pa to, pa to. In takrat mi je prišlo, tuf. To je njegova zgodba, težka, naporna za njega, bilo je nekem poboju ranjencev. Ampak to je njegova zgodba. To ni moja zgodba. To je njegova travma. Se pravi, kako otrok to prenaša nase, ne? Ja, to ni moja travma. To so vaše zgodbe. Ni moja, ne. In jaz se lahko do tega spostavim. To sem jaz. To si pa ti. In meni ni treba živeti tvoje zgodbe. On je nehote to povedal, ne bi, ne. In nehote, recimo, soda, da sem bil jaz zraven. To, da se je v bistvu pokazalo, jaz sem skozi to dobil vpogled, kako zelo traumatiziran je bil. In takrat sem ugotovil, da vsi ti ljudje so traumatizirani. Eni in drugi. Ne glede na to, na kateri strani si bil, kaj si počel. Ja, ko vojna je umazana, to je vse. Kaj češ okoli tega reči? Mislim, tudi, pravične in dobre vojne ni, ne? Ni. In potem sem rekel, tudi herojstva ni. Sej takrat, ko si ti vojne ne jurišaš, ko si heroj, jurišaš, ko si pod adrenalinom, ker si tako... Pa ne nazadnje življenje rešuješ, ne? Ja, ker nimaš druge izbire. Tista epopejski vidik nastane potem. In jaz sem takrat, potem doživeti sem zgubil ves tis, da me recimo te prapori pa to sploh več ne ganja. Zdi se mi nekaj, že to so stari ljudje, vse spoštovanje do tega, ampak to je samo to. To so ljudje, ki so dali travmo skozi, a se sploh zavedajo. In tisti po vojni so imeli travme. Vsi ti ljudje so traumatizirani. Ne nazadnje tudi mi povojna generacija. Vi ste že malo kasneje, jaz sem takoj po vojni rojena. Ja. Zagotovo sem nosila travme svojih staršev. Ne? Zato, ker to, kar se ne reši v eni generaciji, se prenese na drugo generacijo. Takrat še nisem imeli posttraumatski sindrom. Ne? To je cela generacija zatraumatizirana. Kaj češ po drugega biti? Ne moš pol vseh reševati, absolutno. Ne? Niso bile samo invalidi, pa te bile se tudi rane na dušah, ki so ljudje potem. In ko sem to, sem dobil dejansko... Verjetno veliko več ranjenih duš kot teles, ne? Ja, to je tega, ne? In to je skrito. Skrito in pol brizga ven skozi alkoholizem, skozi družinska nasilja, skozi napete odnose in se preseli na naslednje generacije in s tem naprej. Stvari, ki ne ostanejo razrešene, se preselijo. Ne. In meni je bilo tisto pravzaprav izjemno, tako sem ugotovil, da sem nenadoma se tega rešil in da spostavil eno distanco. Ampak to ni tista distanca, da bi se odmaknil, ampak preprosto ni me več ganilo in sem videl, to ni moj problem. In meni ni treba reševati tega problema. In to je bilo zame izjemno olajšujoče. In zato tudi zdaj opažam, kje se manipulira s tem, pa kjer se nekaj dobesedno, mislim, da je moj oče nehote en del te energije prenesel name. Takrat, ko je to pač, ko je bil v eni taki svoje fazi utožnosti, ki ni pil tem. On je morda včasih kozarčkov več, ni bil alkoholik, on je bil čist. No, seveda sej ni vsak alkoholik, ki spije kozarec ali dva vina. Je pa ravno toliko spil, da mu je ta bolečina ven udarila. In je rabo enega sogovornika. Če ne bi bil jaz, bi bil pa kdo drug. Usoda je pač mene prepeljala. Mene se pa tisto dotaknilo. In je tako, kot da bi en del te porcije prišel na mene. In to sem nosil 10 let. In šele po 10 letih sem ugotovil, pa kaj je to? Pa jaz še vedno o tem razmišljam. In jaz sem celo iskal po knjigah, da sem našel dokaze, da je bilo to res. Ker sem videl, pa res. In šele pol, ko sem dal nekaj skozi, sem spostavil to distanco in prav tisto, da sem se teh energij rešil, ker te energije so se zalezle. Pol sem se teh energij rešil v veliki meri. In ko sem se tega rešil, pol, ko to gledam,
nima te neke epopeje. Epopeje pridejo pol. Mit nastane pol. Po potrebi. Vojne se mitologizira pol. Prej je pa to, kar je vedno bilo, vedno bo, ko se to dela. Ne? Ni drugega, to je to. Zdaj pa dajmo mir s tem, zdaj pa treba stvari obnoviti, pa nehajmo delati iz tega mit. Primož, 5 vaših dobrih lastnosti. A jih bova našla? Tu sem si za vsak slučaj napisal, pa sem si jih... No, plonk cegelca pa še nismo imeli pri dobrih lastnostih, ampak eden je vedno prvi. Ja, razmišljal sem o tem in sem jih našel več kot 5. Ampak ker je ena od teh lastnosti, da pozabljam, pa sem vedno znova... Sem rekel, ne, za vsak slučaj si bom napisal. No, potem jih pa dajva prebrati. Prva lastnost je, da sem egoist. Druga, da sem malo len, čeprav me ljudje drugače morda doživljajo. Moj spomin je najboljši, to je 3. 4 sem melanholik in depresivnež in 5 sem plašljivec. In to je 5 dobrih lastnosti. 5 dobrih lastnosti. Kakšne bi bile pa potem slabe? No. Vztrajen, priden. Ne, to so vse pol mehanizmi speljani. Ampak zaradi tega, ker sem plah, sem razvijal pogum. Zanimivo. Recimo kot primer, enkrat mi je en kolega, biolog, pokazal, kako se škorpijone lovi. Mene je strah prijeti. Ampak sem se prisilil, da sem z roko lovil škorpijone. Pa me je bilo strah. In razvijal pogum, ne? Ko sem postal učitelj meditacije, to je bilo v začetku 80-ih let, ko sem prišel po nekaj mesecih domov, sem rekel, želim to dati naprej in to na veliki nogi. Bom poklical direktorja enega največje slovenske firme takrat in sem poklical direktorja največje slovenske firme. Jaz sem bil mulo, nisem bil mul, sem bil mladenec, ki sem že dal skozi, nobenih izkušenj življenjskih. In jaz ga tam pokličem. Mene je bilo tako strah, da sem pred telefonom klecnil, da sem zbral vso moč, da sem govoril z njim, ampak sem se prisilil in sem govoril. Mene je strah, ampak grem čez to in vedno znova, grem stvari, ki mi je strah. V hribih rad izbiram najbolj tiste poti, ki so najbolj nevarne in vedno znova, ko rečem, nikoli več. Ampak pol grem znova, samo zato, da skušam to v sebi premagati. Tako da, ja, sem, ampak sem pogumen in zato si upam. Upam si iti v drek, se pravi v težke stvari, ki si prej morda ne bi upal, bi se bal, nekdo ima težke stvari, je dal skozi, nočem tega slišati, ni problem, karkoli imaš, se ne bom prestrašil, ne bo me to sesulo, ne bo me. Zakaj ne? Ker je ena od mojih lastnosti, da sem melanholik in depresivnež. To pomeni, da sem tako sesut. Ne moreš me bolj sesut, kot sem že. Mirno. Povej, ne? In ta melanholizem mi je dal, pa depresivnost mi je dalo, da sem se poglabljal v notranje psihološke mehanizme. In to je skozi izkušnje, da sem gledal vas in videl, kako to deluje in da sem, v bistvu, zato pravim jaz temu energije, da so to psihološke energije, ker jih tako tudi doživljam. Niso to samo mentalni mehanizmi, jaz doživljam kot energije. In ko sem v stiku z ljudmi, doživljam, da imajo energije in vidim, da ne vidijo, kakšnih energij imajo in to je hudo. Recimo, sem bil v stiku z neko gospo, smo imeli en sestanek in ona me je tumba eno stalno tako. Jaz pa čutim, da ima ona stisko tu. In da bi, če ta stiska ven udarila, bi eksplodirala. In ona noče priti stik s tem. In to je težko. Kako naj zdaj s takim človekom komuniciram, ko noče svoje mine videti? Ima mino v sebi, ki bi jo najraje takoj zabrisal, da bi tam resturala sceno. Ne? Noče pa biti stiku s tem. S kom naj komuniciram? Naj komuniciram z njo, kot se pogovarjava, ali naj komuniciram s tistim, če bi jaz s tistim komuniciral, ona tega ne bi sprejela. Seveda ne. Ampak to mi je dala ta izkušnja, te moje melanholizme in depresivnosti, da sem lahko prihajal v stik s tem, z psihološkimi energijami. Slab spomin, ne? To imam... To včasih prav pride, ne? Ja, tako sem vedno svež, se zbudim vedno, draga moja, to moji moški radi, vedno. Nikoli ni dolg čas. Imamo moški radi, ne?
No, in zato jaz ne bi bil dober zdravnik ali pa pravnik. Ne? Pravnik mora toliko vladati. Ne? Sem pa lahko dober matematik, ne? Ker tam je vse logika, tako ni treba nekaj aksiomov. Eno nadgrajuješ z drugim. Ja, pa že gradim. Ampak zaradi tega sem se znal pa osredotočiti. Nisem mogel velikega, sem pa malo in sem lahko tam šel temeljito in globoko. Ne? In lahko sem zato naštudiral meditacije. Recimo, jaz sem se v enem obdobju imel za velikega strokovnjaka za meditacijo, mislim, da v Sloveniji, da bi redko koga našel, ki bi bil. Lahko je to samohvala, ne? Ampak ker sem vedel, kaj sem vse preštudiral, ker sem vedel, da sem hipnozo natančno preštudiral, da sem NLP razumel, da sem vse te elemente znal integrirati. Jaz sem tako kot Japonci. Kaj delajo Japonci? Pridejo nekam na sejem, pogledajo neko stvar in jo pol razstavijo na prav faktor in ugotovijo, v čem je bistvo. Jaz znam razstaviti stvari na bistvene sestaviti in pol iz tistega sestaviti in zato sem bil v vodenju meditacije lahko zelo dober. Ampak to je samo zaradi tega, jaz sem znal iti v globino in reči, kaj je bistvo, kaj deluje, kaj ne deluje. Balast, kaj je balast? Recimo, kaj je balast pri religiozni meditaciji? Vse dam stran. Pozabimo na mantre, pozabimo to, kaj je tisto, za česar stvar deluje. Kaj pa vse ostalo, rečeš temu Jezus, rečeš temu ne vem karkoli, stran. In gremo na bistvo. Ne? To me, evo, zato sem zaradi tega spomina razvil sposobnost iti v globino. Lena. To je fenomenalna stvar. Ne? Jaz imam dobre ideje in sem zelo kreativen. Ampak to, ko se vležem, ko se sprostim in potem začnem tak ideje prihajati. In tako sem jaz seminarje, delavnice, vse pripravljal. Če sem hotel priti do ideje, sem šel počivati. Moral biti len. Ja, in pri počivanju sem prišel v stik z izvirom ideje in takrat so mi kar skakale. Ne? Tako da meni ne prihaja ideje, ko moram biti len. Zanimivo, no? Egoizem. Aha, no, še to. Še to predem zaključiti. To pa je zelo zdrava lastnost, ki ima po moje vsak. Ne? Samo jaz sem jih hotel prekriti, pa sem se zaradi tega trudil, da ne bi bil egoist in zaradi tega sem postal empatičen, socialen, sem se trudil razumeti druge in mi je tudi to dalo nekaj. Tako. Primož, dobri 2 minutki. Športnik. Kar vas poznam, se ukvarjate s športom. Ja, kolikor me spomin navara, tudi v mladosti sem se zelo dosti, to je pač v najstniških letih, pa pol tam do 31. sem se zelo intenzivno. No? Tako da v mladosti sem izjemno rad smučal, to mi je bilo kot svoboda, tisti užitek, pa urodna telovadba, pa nekaj časa sem celo alpinizem bil, ampak pol sem enkrat nekje padel, pa mi je tako strah v kosti, tako po enih plateh in bi tam Soča dol je bila daleč. Me je to zadržalo grmičev in sem rekel, ne bi več, ne? Ne bi več, tako da razen v plezalnih vrtcih sem pol še, sicer pa ne. Ampak še vedno, nekaj časa sem tudi te borilne veščine, par let, mislim, da sem imel oranžen pas. To je, prvi je beli, drugi je rumeni, tretji je pa oranžni. Ne bi kaj. Ampak to je v telovadnicah, raje sem na prostem. Ne. Potem sem pa z jogo začel. In to sem, mislim, da 10 let zelo vztrajno, ampak na koncu sem se naveličal, jaz rabim tudi malo zakvihtati, pa malo tako, pa malo. In od takrat naprej mešam vse stvari, ko se mi da. Pogosto se mi več ne da. To se pravi, spet imava tisto malo lenobe, pravzaprav vse s pravo mero. Ja. Pravzaprav vse to je tisto življenjska modrost, ki se mi jo mogoče jaz lahko povzamem pravzaprav iz tega najinega pogovora, ne, glede na to, da sem kar nekaj starejša. Ampak vendarle, srednja pot pri Budisva. Kako pravzaprav človek počasi seka vse te ekstreme, vse, kar štrli, počasi pravzaprav spravljaš na neko srednjo pot. Pa si pretežno aktiven, pretežno len, pretežno, ne vem, razmišljaš, pretežno daš možgane na pašo in tako naprej in tako naprej. Pravzaprav umetno življenje, Primož, učimo se je ves čas. In hvala lepa za tale pogovor. Meni je bil zelo prijeten, predvidevam, da tudi našim gledalkam in gledalcem. In seveda, na poti smo vsi, tako kot ste rekli, navdihujoče. Napredujemo vsi, so vzponi in padci, brez padcev ni vzponov. Skratka, življenje, kaj bova rekla, je lepo, je radostno, je super. Hvala Bogu, da smo še tu. Je kakršno je, tako kot je.
je pravo in je dobro. To imamo. Hvala. Hvala tudi. Srečno.